Moje ime je Rok Gulič, danes bom vaš voditelj in rad bi vam predstavil v resnici zelo imenitnega gosta, gospoda Roka Mesarja. Dobro večer. Dela? Test? Halo. Ok. Tako da ja, z nami je gospod Rok Mesar iz podjetja Red Pitaya. Pa mislim, da je najboljše, da mi kar začnemo z debato. Seveda, moram nujno povedati, danes je že 16. Business Meetups v organizaciji Primorskega tehnološkega parka. Tako da en aplavz za kolege iz Primorskega tehnološkega parka, prosim. Se trudijo po svojih najboljših močeh. Tako da, Rok, povej mi, odkje je prišla ideja za tole Red Pitayo in odkje je prišlo ime Red Pitaya? Zakaj je ravno Red Pitaya? Zakaj ni Green Pitaya? No, ideja za Red Pitayo, kakor veste, mislim, ne vem, če veste, no, prihaja iz Instrumentation Technologiesa. Dejansko je Red Pitaya spin-off podjetja Instrumentation Technologiesa, ki je ponudnik storitev in proizvodov na pospeševalnikih osnovnih delcev. Zdaj, kako je prišlo do ideje? V letu 2013 smo imeli en projekt, ki se je imenoval Vsi za izziv, ker smo zbirali dejansko ideje tako interno, kot pa tudi od zunaj. Smo imeli kar nekaj prijav, jaz mislim, da tam okoli 5-6. Ampak smo se odločili, da bomo delali to našo interno idejo, zaradi tega, ker z unimi idejami se nismo počutili prav domači, bo neko tako, no. Tle smo imeli našo interno idejo, ki je bila v bistvu iz področja elektronike, kjer smo pa doma, no. Zdaj do ideje je prišlo tako, da mi tam, oziroma zdaj trenutno Instrumentation Technologies proizvaja Ferrarije, ne, na področju elektronike in smo si rekli, zakaj ne bi naredili recimo enega golfa povprečnega, ki bi se ga lahko kupil vsak človek, ne. In odtle je prišla ideja, da naredimo to platformo, ki bi bila odprtokodna, se pravi vsi te sourci oziroma so dostopni na naši spletni strani, tako da lahko vse downloadaš. In dejansko smo pol začeli s Kickstarter kampanjo, ker smo hoteli dobiti nekaj financiranja in pa tudi tam se nam je tudi precej vizibilnost povečala, ne, in smo dobili kar precej ponud tako strani distributerjev, kot pa tudi strani raznih revij in tako naprej. Vprašanje je bilo še, odkje Red Pitaya. Ja, na tem trgu poznamo Raspberry Pi, ki je tudi en sadež in tako naprej. Hoteli smo pa biti malo bolj izvirni in tako malo bolj eksotični, zato smo šli v Red Pitayo, ki pa je zelo zdrav sadež in tako naprej, tako da odtle je prišla Red Pitaya, no. Omenil si, da je to odprtokodni sistem. Kaj to dejansko pomeni za vas, da ste da v bistvu nastopate kot odprtokodni sistem na trgu? Je še kakšen tak podoben? Ali ste dejansko mogoče edini? Je to neka ključna prednost morda? Praktično na področju test and measurementa jaz ne poznam nobene platforme, ki bi bila odprtokodna. Tako da tle na tem področju smo definitivno edini in prvi. Zdaj drugače pa poznamo Arduino, Raspberry Pi in te zadeve, kjer dobiš tudi odprtokodnost, ne. Predvsem software, ne vem, prav za Raspberry Pi pravi, da hardware itak ni odprt, ne, ker imajo tisti Broadcomov čipke, ker se ne ve, kaj se tam dogaja, oziroma niso izdali dokumentacijo za tisti del. Drugače, mislim, če predstavlja prednost, jaz mislim, da na področju makerjev in pa šolstva predstavlja to eno konkurenčno prednost definitivno, ker te ljudje hočejo vedeti, kaj se tam znotraj dogaja in s tem smo tudi štartali, ne. Mislim, da gibanja, predvsem v svetu, ne vem, v Ameriki, če gledamo, pa tudi zdaj se začenja v Evropi, prehajajo na ta del, da se ljudje hočejo čim več stvari naučiti, ne pa samo uporabljati telefon, zato ker že dela, ampak hočejo vedeti, kaj se tam spodaj realno dogaja. Predvsem na univerzi je to zelo uporabno. Kaj misliš, kje so bolj zainteresirani za se učiti? V Evropi, v Aziji, v Indiji, na Islandiji, ne vem, kje? Zelo dobro vprašanje. Jaz bom rekel tako, no. V Ameriki so ta gibanja zelo močna trenutno, ker so ugotovili, ne, da vsak človek mora vedeti, zakaj neka stvar nekako dela. In imajo ogromno teh makerspaceov, če ste slišali že kdaj.
ker dejansko ljudje delijo znanje, mislim, pridejo od inženirjev do, ne vem, vseh možnih profilov ljudi, strojnikov in tako naprej in začnejo neki hobi sceno tam, kaj bi lahko naredili, da bi pač pomagali in sebi doma in pa še komu drugemu rešiti nek problem. Tako da v Ameriki je ta zadeva zelo, zelo popularna in tudi podprta strani vlade, ne. Verjetno ste videli po internetu ali pa po televiziji, da je dejansko sam predsednik Obama, ne, otvoril ta Makers Faire v Ameriki, ki je bil lansko leto in je zelo poudaril to zadevo, da naj se pač ljudje zelo dosti sami naučijo, ker tu je osnova za pač napredek samega gospodarstva. To pomeni, da prodajate največ v Ameriko? Nažalost ne. Dejansko v Evropi imamo najbolj močen trg, kar je tudi po mojem mnenju logično, ker pač iztlej izhajamo in največ promocije je normalno, da lahko narediš v tistem okolju, odkoder prihajaš. Tako da obiskujemo razne univerze, ne vem, sejme in tako naprej. Lani smo bili na Maker Fairu tle v Italiji, ne vem, po raznih univerzah v Evropi in je dokaj enostavno z majhnimi stroški narediti si promocijo in pač predstaviti zelo dobro izdelek. Za naš izdelek je jasno, da ni neka stvar, ki bi bila zelo enostavna za predstaviti, tako da je še bistveno bolj pomemben ta prisotnost nekega človeka, ki to stvar razume, da zna dobro predstaviti. Ok, Rok, prisotnost enega človeka. Torej ste globalno podjetje in preselili ste se iz Sokana v Ljubljano. Res je. Komentar? No, če želiš biti pač na trgu svetovnem, pa se preseliš v Ljubljano in si prisoten. Torej Ljubljana je tudi pomembna. No, je zanimiva. Zakaj recimo Ljubljana? No, to je dejansko vprašanje. Ja, za Ljubljano smo se dejansko odločili, ker tam so pač univerze, kakor vemo, ne. Mi smo se preselili prav konkretno na univerzo, pač na fakulteto za elektrotehniko, kjer moram reči, da zdaj trenutno beležimo zelo velik porast pač nabave te platforme in tudi uporabe platforme med študenti in med profesori, tako da se kar zelo širi. To je bil en pač vidik, zakaj smo šli tja. Druga stvar, dostopnost kadrov, ne. Gorica, nažalost, je dokaj majhna, še v Ljubljani imamo težave, predvsem start-upi, jaz mislim, da imajo zelo velike težave. V smislu, da že stabilno podjetje težko dobi kadre. Start-up, ki je pa bistveno bolj tvegano podjetje, se dobri kadri zelo težko odločijo, da se bojo pač pridružili takmu. Zakaj misliš? Zaradi denarja, ker ga je načeloma manj, zaradi rizika, ki je večji? Jaz mislim, da predvsem zaradi rizika. Zaradi tega, ker moramo vedeti, da start-up lahko živi eno leto, lahko pač preide v neko stabilno podjetje, ni pa nobene gotovosti, ne. Vse tudi v stabilnem podjetju ni, ampak mislim, da je bistveno večja. In kadri, ki imajo dosti izkušenj, ponovadi 10 let in več, verjetno imajo kakšne družine in tako naprej in ne vem, če bi šel jih riskirati, ne. Torej, vaš glavni cilj je dobiti kadre, ki imajo večletne izkušnje, so nekako starejši, recimo 30 plus po starosti. Kakšno je recimo kakšno testo mora biti človek, da lahko sodeluje z Redpitajo? Trenutno zaposlujemo predvsem ljudi, ki imajo željo delati v start-upu, ne, se pravi, da jim je izziv, da lahko oblikujejo kulturo, se pravi, podjetja, da niso številka v podjetju, se pravi, mislim, plus morajo imeti določene izkušnje, ker smo ugotovili, študentje so zelo v redu kader, ne, ampak moraš v njih vložiti ogromno, ne. Tako da ampak to je neka družbena odgovornost v resnici, ne, da študente moramo izobraziti, ne? Definitivno in s tem se tudi ukvarjamo, ampak rabiš tudi ljudi, ki so sposobni tudi njih izobraževati, ne. To je res. Prej si omenil, da odprtokodna platforma je v bistvu na delu hardwarea in softvera, ne? Ni res. Sem na delu softverja. Samo na softverju? Hardware je zaprt, tako. Ok. Kar pomeni, da trenutno ponujete neke aplikacije. Ja. Te so torej free, jih lahko ljudje dobijo nekje. Torej mi imamo, dajmo ga tako poimenovati, en marketplace, ki je pač na naši spletni strani. Imenujemo ga po naše interno bazar, kjer ljudje, ki naredijo neko aplikacijo, lahko tudi odložijo tja. Mi smo jih razvili na začetku 5 in sicer, ne vem, osciloskop, spektralni analizator, signalni generator in tako še par takih. Zdaj trenutno so še LCR meter gor, ne vem, PID controller in take zadeve, ki so zelo uporabne v elektrotehniki za inženirje. In so vse free, se pravi, se lahko zdownloada, source koda je tudi tam, tako da lahko vzameš, predelaš, si narediš svojo aplikacijo, pomeri, ne vem. Rok, če je neki free, tam ni denarja, ne? Se reče, kakšen je vaš poslovni model, od česa dejansko, kako preživiste? Trenutno je naš poslovni model v bistvu prodaja hardwarja, ne?
In zaenkrat nam gre dokaj v redu. Ni pa rečeno, da ga ne bomo spremenili, ne? To je pa dejstvo. Tako da to ostaja vse odprto. Ta del, ki je zdaj odprt, mislim, kar se tiče kode, ostaja odprt. Bomo pa videli, kakšne bo odločitve za naprej. No. Cenovna politika? V kakšnem smislu? Kakšne so cene, recimo? Imate mogoče več modelov, različen pricing, različne pakete? Kako ste do tega pristopili, pa še dodatno pod vprašanje, kako ste pristopili do mogoče različnih trgov? Se reče, cena verjetno ni enaka v Evropi, kot je morda v Indiji, kot je morda v Ameriki, ali pač? Ne, trenutno je cena enaka povsod po svetu, ker imamo enega globalnega distributerja, ki pač distribuira iz Evrope po svetu pač ta izdelek in ga kupuje po eni enotni ceni. Razmišljamo tudi o modelu, da bi spremenili ceno, da bi bila bolj dostopna študentom in pa univerzam, ampak to je še vse v zraku, mislim, ni še nobenih odločitev. Ok, Rok, direktno vprašanje, koliko pa je cena? Cena je 375 evrov oziroma $470 na današnji dan. $470. Ja. In v tem paketu kupec pridobi kaj Board, natančno? Hardware. Se pravi, Red Pitaya Board. Okay. To Plus pomeni, da plus aplikacije, ki so free. Še vedno pa rabi, glede na to, da je to, če sem prav razumel, measurement tool, potrebuje verjetno neke senzorje, neke stvari. Ali to dobi tudi pri vas, ali je to neka univerzalni priklop, česarkoli, malček o tem? Z distributerjem smo pač tako dogovorjeni, da on ponuja vse te aksesorise, če temu tako rečemo, ne? Se pravi od probov za osciloskop, ne vem, SMI, BNC konektorje, ne vem, power supply in tako naprej. Po slovenščini? Ok, se pravi konektorji za preklop iz SMA na BNC, ne vem, power supply je dejansko ne kabel, napajalnik, tako ja, hvala Elvis. No, tako da on ponuja vse te svoje stvari, ker nam se jih ne splača kupovati in jih njemu prodajati, ker jih že on mane, tako da. Pa tudi glede obratnega kapitala je tu, mislim, da bistveno boljša varianta. Ne? Vsekakor. Ok, Red Pitaya izhaja iz Instrumentation Technologies, ne? V tej zgodbi Red Pitaya je tudi za startup podjetništvo zanimiv Kickstarter košček. Kaj nam lahko poveš o tem Kickstarterju? Zakaj ste se odločili, kako ste do njega pristopili, kako ste ga spromovirali? Zakaj misliš, da se je dejansko vaš projekt realiziral? Ja, na začetku, takrat, ko smo praktično dobili idejo, smo hotovili, ok, verjetno ta stvar ne bo tako grozno poceni za narediti, ne? In dejansko, kako bomo rekel, ne najlažje preveriti idejo, ampak jo še potrditi dodatno, ne? Je Kickstarter, jaz mislim, da je ena idealna platforma, kjer lahko to narediš. Kjer pa pozor, bi poudaril, ne? Da ni nujno, da če ena stvar gre čez Kickstarter, da bo pol tudi uspešna, no? Ker tam so res te pač early evangelisti, ki dejansko kupijo vse, ne? In mislim, zanimivo je, da ti dajo denar naprej, ne? Brez da bi sploh vedeli, ali bo kdaj narejen proizvod, oziroma ali bo kdaj dobili. Zanimiva je še ena stvar, da smo nekaterim sploh pozabili poslati in niso nikoli prišli nazaj, ne? Tako da tu so tudi zanimive zadeve. Tako da to je ena posebna stvar. Mi smo šli tja predvsem zaradi tega, da bi pridobili določena finančna sredstva. Kakor veste, smo zbrali 275,000 evrov, kar je zelo dobro. Je pa treba vedeti, da ti tam otržajo in banke in pač tudi Kickstarter določen del, tako da tisto ni čisti znesek. Zanimivo vprašanje se mi je porojilo. Zdaj, glede na to, da imate to izkušnjo s Kickstarterjem in je bilo kar nekaj teh torej prodanih, imaš torej tudi informacijo, kam vse ste jih pošiljali. Kar je zanimivo, ker to pokaže mogoče nek trend, od kje prihajajo ljudje, ki kupujejo stvari na Kickstarterju. Jaz mislim, da je po eni strani stvar zanimiva, po drugi strani pa treba vedeti, da je tu ameriška platforma, ne? In dejansko je bilo pričakovati, da bo največ prodanih v Ameriki in dejansko tudi tako je bilo, ne? Kar je zanimivo pa zdaj naprej, da v Ameriki ne prodajamo več toliko, kot smo prek Kickstarterja, to je pa druga zanimivost. Tako da vprašanje, kaj je zdaj tle problem, tle možnih faktorjev ogromno. Jaz mislim, da je distributer, da ni ravno pravi, tako da zdaj iščemo še dodatne distributerje za Ameriko, je pa možnih razlogov. Torej pomeni, da dejansko v tujino boste
vstopali preko distributerjev, ni neke ideje, da bi mogoče neko svojo poslovalnico nekam preselili, kakšen razvojni center, ne vem, San Francisco, če že Amerika zanimiva. Nažalost, trenutno z Redpitajo, glede na maržo, ki jo imamo, si tega vsekakor ne moreš prvoščati, ne? Ker cena 375 evrov ti ne omogoča, da bo šel človek predstaviti v Ameriko neko zadevo, ker vemo, da so že potni stroški, ne vem, 2-3 ure, ne? Tako da tle je treba biti racionalen. Jaz mislim, da v tem trenutku, dokler imaš en proizvod, je distributer edina možna varianta. Omenil si, da ste prodali približno 3000 kosov, ne? Ja. Koliko od tega jih je recimo iz Kickstarterja bilo približno, pa koliko jih je recimo na univerze prodane, pa koliko jih je nekih individualnih kupcev? A imaš ta občutek? Ja, jaz vam rekel, mislim, ni prav lahko vprašanje, ne, ker do določenih podatkov mi nimamo dostopa, ne, ker pač jih ima sam distributer, ker noče pač širiti informacije o tem, komu so oni prodali direktno. Ne. Ja, tako da nam dajo pa poročila, jaz mislim, iz teh poročil bi sklepal, da jih je približno 60% na univerzah ne bilo prodanih, ostalih 40 pa so individuals in pa industrija, ki pa več ali manj, po mojem mnenju, rabi, kakor smo dobili tudi feedbacka, ker smo šli tudi klicati, rabi to zadevo bolj kot neko platformo evaluation boarda, no, tako da neki proba, pa vidi, dela, pa pol si naredi svojo. Industrija je zelo širok pojem. Ja, res je. Katera industrija je recimo zanimiva za Redpitajo? Zanimiva je recimo... Mislim, lesarska verjetno. Ne. Tle prije recimo poštev, vsaj kakor smo dobili informacije nazaj, kakšni home appliances, se pravi, to je bela tehnika, ne? Ker vemo, da je dosti elektronike noter in rabijo stalno nekaj zatestirati in tako naprej. In jaz mislim, da na testnih linijah bi ta zadeva lahko bila uporabna. Za serviserje na terenu? Za serviserje na terenu, potem bo rekel tudi v avtomobilski industriji, recimo prisotnost, ne vem, pred kratkim, mislim, me je poklical človek iz Tata Motors, ne? Verjetno poznate firmo in... Indijsko podjetje, ne? Tako je. Ki je med drugim kupilo Jaguar pa Land Rover. Tako, mislim, da Saab, nisem 100%. No. In v glavnem so zainteresirani, da bi pač z nami nekaj naredili. Ne. Zdaj je treba še definirati, tu smo že v zelo zgodni fazi, je treba iti k njim, oziroma oni pridejo k nam, ampak se odpirajo stvari. No, tako. Kakšna bi bila tako vizija Redpitaje, kje naj bi se na koncu recimo znašla? Ja, ali bo Redpitaja mogoče, prosim, da pretiravaš, ali je Redpitaja recimo lahko v nekem trenutku podobna zgodba kot dej s Photoshopiraj mi tole fotko? Naša želja je national instrument, da prevzamemo. Ne, se hecam, ampak ne vem, gremo pač po svoji poti, ne vem, imamo svojo vizijo, kam bi radi prišli, predvsem je to šolstvo in pa univerze, študentarija, ker mislim, da tam se začne zgodba tudi z industrijo. Se pravi, če se oni tam navadijo, po mojem mnenju, določenih programov in tako naprej, jih pol tudi rade volje v industriji uporabljajo. Tako da začnemo tam širim, mislim, namen se širiti, pa tudi na trg industrije. No. Omenil si spin-off. No? Ja. Vi ste dejansko čisto kar ne spin-off, verjetno. Ne? Okay. Res je. Ja. V kakšnem trenutku bi recimo rekel, da je pametno, da neko podjetje, ki ima nek svoj nov proizvod ali nek nov brand, karkoli že razvija, da reče, ok, zdaj pa iz tega naredimo spin-off in ne bomo več tega držali interno. Kdaj je to smiselno? Zakaj ste se vi odločili dejansko za to potezo? Poleg tega, da so ok, različni kupci in tako naprej, ampak to bi lahko tudi interno furali, zakaj da ne? Jaz mislim, da je kultura čist drugačna. Recimo v Redpitaju, primerjavi z Instrumentation Technology, sem tle informacij na dnevnem nivoju res astronomsko dosti. Vi morate razumeti, da tle je prodaja business to customer, tle je business to business. Se pravi, tam te pokliče eden, ne vem, na dan, tle te jih pač pinga 100 na dan. Ne? Tako da tle je grozna razlika. Je res čist druga dinamika. Plus to, mislim, da tudi z razvojnega stališča, jaz mislim, da nimamo tako grozno kompleksnega izdelka, kot jih pač oni proizvajajo in delajo. In mislim, da je treba bistveno bolj razumeti kupca oziroma večje število kupcev, kot pa pri njih, ne? Ker dejansko Instrumentation Technology se pogovarja ena na ena. Ne? Tle pa moraš narediti nek pool, se pravi, dobiti odgovore in se odločiti, kam bo šel, no? Ki ni nujno seveda, da zadaneš. Ne? Ta spin-off je iz Instrumentation Technology se odnesel verjetno nekaj ljudi sabo. V bistvu so šla sem dva od tukaj. Okay. Ja. Dejansko jaz sem šel in pa še en kolega, ki je bolj z tehničnega področja. Jaz mislim, da se kar dobro dopolnjujeva. No. Ok. Omenil si, da je tim težko graditi.
Ja, definitivno. Torej, koliko vas je zdaj ta trenutek, v Red Pitaji, iz kakšnih smeri, kakšnih backgroundov, vključno s tvojim backgroundom, od kje prihajaš, kako si nekako priplezal do tle, kjer si ta trenutek? Glavno zdaj trenutno nas je na Red Pitaji dejansko 5 ljudi, ki so full time, ne? Drugače pa outsourcamo, kot sem že omenil, študente in pa outsourcamo razvoj, ker je tudi naša zdaj, vizija trenutna, ker smo provali dejansko dobiti ljudi v Sloveniji in je zelo težko, to lahko povem, no, še posebej za tako področje, s katerim se mi ukvarjamo. Zaradi tega smo se pač odločili, da bomo imeli par strokovnjakov, ki bojo seveda sposobni nadzirati delo teh, pri katerih se outsourca zadeve, ne. Drugače pa in smo zelo interdisciplinarni, tako bom rekel. Jaz prihajam iz področja financ oziroma sem končal ekonomijo v Ljubljani, pol sem pa zamenil kar par firm od, ne vem, od revizije, ne vem, pol smo delali M&A, se pravi merger and acquisition, ne vem, kupovanje in prodaj podjetij, recimo v Evropi, v vzhodni Evropi. Pol na konci sem končal v instrumentationu, ker moram reči, da sem se kar dosti naučil, kar se tiče razumevanja inženirjev in tako naprej, inženirskih problemov. Govoriš njihov jezik, se reče zdaj. Bom rekel, no, ne bom se hvalil, jih vsaj razumem, kdaj imajo probleme, no, ker tu je začetka kar težko razumeti, no. Da so kar velike frustracije, kakšne dni, no, tako da... Se reče, imaš okrog sebe precej svoje vrstne ljudi, posebne ljudi. Ja, definitivno. In tako da imamo iz pač fakultete za računalništvo, informatiko, sodelujemo, ne vem, s kemijskim, pač s fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. Potem, ne vem, imamo tudi študente o tem, tako da res probamo zbuildati tim, ki je čim bolj interdisciplinaren, predvsem zaradi tega, ker vidim platformo ne samo v elektroinženiringu, ne, se pravi, ampak tudi na drugih področjih. Ne vem, povsod rabiš neki meriti, povsod, ne vem, pride nek signal, ne, konc rezultat je dejansko tle in vemo, da ga rabijo tudi kemiji, biologiji in tako naprej. Tako da... Razvojni tim si rekel, da je nekako razvoj outsourcaš. Trenutno. Okay. Ja. Zdaj, moj prvi pomislek je bil, tvoje dobre ideje in skrivnosti in vse stvari pošleš v Indijo, da nekaj z njimi naredijo. A te ni strah? Meni je strah zaradi tega, ker tle pa moram reči, da kar dosti pazimo. Ne? Mi ne damo nikoli celotne ideje, outsourcamo enemu timu. Ne? Ampak damo te zadeve seveda premišljeno po koščih in mislim, da core development ostaja v Sloveniji. Ne? Torej, te ljudje, ki jih imamo gor, vemo, kaj delajo, morajo vedeti za vse zadeve, plus to določene, res tiste ključne stvari naredijo oni. Ne? Ni to outsource 100%, no, tako bo rekel. Bral sem v enem članku, da ste lani prijeli eno dokaj prestižno nagrado Frost & Sullivan, ki, če sem iskren, nimam blage veze, kaj to pomeni, ker nisem z tega področja in verjetno še kakšen drugi. Kaj je to Frost? To neki zamrzovalniki ali kaj? Ne, to je praktično ameriška agencija, ki ima zelo visok reputation, recimo prav pri podeljevanju teh nagrad in mi smo imeli, rekel, nagrade za... Mi smo imeli za najboljšo inovacijo na področju test and measurementa v letu 2014, globalno govorim. Ne. Tako da dejansko smo dobili to priznanje, ki nam tudi odpira marsikam vrata, no, ker jaz mislim, da od zdaj, ko se pogovarjaš recimo in z distributerji in s časopisi in tako naprej, je čist druga zgodba. No. Neko kredibilnost s tem zgradiš. Ja. Kako se je to kaj poznalo na samem PR-ju recimo? Ogromno so pisali od nas v tistem času. Je bilo res, da je tudi bilo to obdobje okrog novega leta, ker je bila pač ta nagrada tudi podeljena. Ne. Imeli smo tudi v istem času, ne vem, enega najbolj, kako bi rekel, največjih influencerjev na tem področju, se pravi, tu je Martin Lorton, verjetno niste še slišali za njega, ampak na področju elektronike, tisto, kar on reče, da je v redu, mislim, da dobiš kar dosti točk na ta račun. No. Tako da, in za Red Pita je napisal oziroma naredil video, ker nas je zelo pohvalil. No. Še kaj me zanima, ne? Ne vem. Bi se bom potrudil definirati. Podpora strankam. Ja. Zdaj, ok, jaz kupim tole čudovito stvar, ker sem slišal, da je fajn, pa bi jo rad imel, pa malo se poigral z njo. Ne? In verjameš ali ne, jaz se ne bom znal rabiti. Ja, saj ko enkrat kupaš, je meni že v redu.
Ampak se bo zgodilo, da te bom poklical, ne? Ja, poklical bolj težko, imamo pa res postavljene kanale, po katerih lahko priješ do nas. To so recimo Zendesk, ne vem, mislim, to je pač ena platforma spet, kjer lahko ti komuniciraš z nami, dobiš svoj tiket in pol mi pač odgovorimo, ne. Odgovarjamo načeloma v roku 24 ur, razen če ni res kakšnih požarov v firmi, tako da večinoma se tega držimo. Je pa res, da tle tudi aktiven forum, ne. Nek community imaš zgrajen, se gradi. Tako da, kjer imamo seveda enega moderatorja gor, ki je zelo zavzet, Red Pitaya user, ne. In nam zelo pomaga pri temu. Je pa res, da si fant, mislim, pač te inženirji tam, ker dosti izkušenj izmenjajo in dobiš tudi ogromno odgovorov že tam, ne. To je zelo dobra stvar in bi jo priporočil vsem, ki imajo neke take izdelke, no. Nekako bo prišla počasi proti koncu tega pogovora, ne? Super, ki me že boli roka. Težki mikrofoni. Že prej sva klepetala, si večkrat omenil to tujino in te stvari in slovenski kadri in te debate, ne? Imaš občutek, da smo Slovenci tehničen narod, imamo nekaj tehničnega znanja. Kako nas tujci vidijo, oziroma če je Red Pitaya tehnično podjetje in nastopa v tujini kot slovensko podjetje, kako se to kaj odraža v njihovih očeh? Mislim, moje osebno mnenje, ne, je, da praktično Slovenci imamo zelo dosti tehničnega kadra. Problem, s katerim se pa po mojem najbolj soočamo, je, da ne vidimo trga. Mislim, in to je tudi zelo težko videti, ker Slovenija je zelo majhna, ne. In dejansko, če primerjaš slovensko podjetje z enim nemškim, ne, ker imaš ti okrog gigante, tipa Siemens, ne vem, Audi, BMW in tako naprej, je bistveno lažje tam uspeti, ne. 1%, če dobiš od ne vem, BMW-ja, njegovega prometa, ne, ker prodajaš neke sisteme za njih, je verjetno to že 100 milijonov ali pa več, ne. Pri nas tega nažalost ni, ne. Mi smo več ali manj podizvajalci nekim večjim korporacijam, ne. In če pogledamo samo avtomobilsko industrijo, vidimo dobro, da mislim, mi delamo stvari, ampak delamo določena dela, ki niso, pač ki jih ne prodajaš končnim kupcem, ne. In taka podjetja ponovadi imajo zelo nizko maržo in je sodelovanje po mojem mnenju zelo oteženo, ne. Drugače pa smo definitivno, imamo zelo dosti dobrih ljudi, ki zelo dosti znajo, se pa je treba res orientirati na trg in mislim, da poslušanje kupca, to je osnovna stvar, ne. Vi poslušate preko foruma, torej, ne po telefonu? Ni samo forum. Jaz bom rekel, forum je en kanal, s katerega dobimo, pol pa dejansko smo ogromno na terenu, ne. Imamo človeka, ki skrbi samo za univerze, se pravi, je prišel z univerze, pozna ljudi na univerzah, tako naših kot v tujini. In kadar prije enkrat v stik ne vem, za profesor in tako naprej, ve, kaj vprašati. On je probal učiti in ve dobro, kaj rabaš, ne. Tako da se mi zdi, da to je ena taka stvar, ki je prišla zelo prav, no, pri tem projektu, zdaj naprej govorim, ne. Jaz mislim, da je trenutek za kakšno vprašanje iz publike. Če ima kdo kakšno dodatno vprašanje za Roka, bi tole bil idealen trenutek. Elvis. Slušam. S Solkana ste šli v Ljubljano, naslednji je kaj, München, London, San Francisco. Kako je pot? Jaz bi kar preskočil San Francisco, kar na hitro, ne. Ne, realno, ko si rekel München, velike firme ali pa, ne vem. Ima smisel ali nima smisla to? Jaz mislim, da trenutno, bom rekel, zato da ti potrdiš eno idejo, imamo zadosti stvari tudi že v Sloveniji, ne. Naprimer, ne vem, reš lahko po teh firmah, ker se ti zdijo zelo primerne za tako stvar in vprašaš že njih, se jim zdi zanimivo, kaj je različno od drugih, ker poznajo, moram pa reči, da kakor smo bili okrog po teh firmah, si videl zelo dobro, da poznajo trg tistega, kar rabijo, ne. Niso, zdaj, da priješ ti z neko stvarjo, ki obstaja že na trgu in niso še videli drugega. Tako da se mi zdi, da za potrditi samo hipotezo je zadosti, da pač to narediš v Sloveniji. Če jo potrdiš, jaz mislim, da lahko zelo hitro skaliraš tudi na druge trge. Je pa dejstvo, da je treba imeti, ko bi rekel, določene potrditve od industrije, predvsem zdaj govorim, ne. Ne vem, če ti bo Gorenje reklo, res super imaš sistem, verjetno boš tudi prišel relativno hitro v Beko, ne vem, kot primer, ne, ki je tudi neka brand name na tem nivoju. Verjetno malo težje boš, ampak če se bo potrdilo na unih dveh, ne vem, ne vidim razloga, zakaj ne bi lahko šel tudi naprej. Bom pa še enkrat poudaril, meni se zdi ključna zadeva, da si različen, da je tvoj proizvod različen in tem ne mislim cenovno samo, ne, ker jaz mislim, da če si samo cenovno, pride prej ali slej do cenovne vojne in se konča verjetno slabo.
mislim, da imaš neko dejansko različno zadevo, po kateri se ti ločiš od ostalih izdelkov na trgu. No. Upam, da sem ti odgovoril, Elvis. Recimo. Še kdo? Kar pogumno. Vi ste šli na Kickstarter v začetku, ne? Ko ste slučajno imeli začetke neko promocijo ali ste kar direkt šli na Kickstarter in rekli, da bomo preverili trg? Ne, kampanja je bila, jaz mislim, da zelo dobro splanirana, ne, že od samega začetka. Mi se nismo prijavili in dali gor par slik in rekli, zdaj bo pa uspelo. Ne. Imeli smo splanirano, dejansko smo lovili medije okrog, ne, da so dali nam pozornost, ne, že v tisti fazi, tako da se je pisalo tudi drugje in je dejansko je bil usmerjen kanal na Kickstarter, tako da smo pač dobili ljudi, ki so bili zainteresirani za eno tako zadevo, tudi od drugje, ne samo iz Kickstarterja. No. Še kdo? Kako bi pa to razložili, da ste 2012 dobili idejo, ste se odločili, da boste nekaj razvili, 2014 že mednarodno priznano nagrado, recimo. To je v 2 letih. Zato, da razviješ nek hardware, ki je specifičen, pol pa še software, pa še 5 različnih aplikacij. Ne, se mi zdi zelo tako. Za to, da sta 2, pa ste rasli v 3, zdaj ste 5, ne, se mi zdi zelo veliko. No, mogoče je bilo malo slabo razloženo. Instrumentation Technologies je kar, mislim, da kar 1 leto intenzivno vlagal v to idejo. Ne. Ni to, da sta se 2 dobila na ulici in šla delati. Ne. Tle je bilo ogromno razvoja, ne. Ogromno je bilo tudi v marketing usmerjena stvar. Ne. Tako da ni, mogoče, kakor danes gleda, zdaj res je, ne vem, 7 ljudi gor, ampak takrat je 7, po mojem mnenju, vrhunskih inženirjev delalo za to, da pač smo prišli do te faze. Ne. Zdaj se orientiramo dejansko na popravljanje zadev, ki so bile takrat recimo spregledane, oziroma nismo slišali kupca za dosti dobro. Ne vem, se bistveno bolj fokusiramo na marketing, ne, in te zadeve. Ne. Tako da gro razvoja je bil narejen v instrumentationu in je šlo kar nekaj inženirskih dni in mesecev v to stvar. No. A to pomeni, da je Instrumentation Technology 100% lastnik Redpitaje? Ja, trenutno je 100% lastnik Redpitaje Instrumentation Technologies. Je pa mišljeno, no, če še to pojasnim, predvsem zaradi tega, pač, da dobimo dober kader in da ga obdržimo, je pač, smo se preoblikovali iz DOO-ja v DD, ker je bistveno lažje narediti nek, kako bi rekel, neko, pač za razdeliti delnice, no, v tem smislu, ker mislim, da s tem lahko ti bistveno lažje obdržiš kader in ga pač tudi dobiš, no. In s tem namenom smo pač tudi v ta DD šli, no. Še vprašanja? Nobenega več. Tanja iz Prekmurskega tehnološkega parka, sem prepričan, da ima kakšno vprašanje. Ok, ker si me ravno izzval. Za ime vašega produkta ste izbrali dokaj eksotično ime in me zanima, zakaj in v bistvu, a je dobro, kakšen nasvet bi dali tistim, ki razvijajo svoje produkte in za svoje produkte še iščejo ime. Je dobro, da dati kakšno zelo nenavadno ime ali se boljše držati kakšnega ustaljenega? Zakaj ste se sploh vi odločili za tako nenavadno ime? Jaz bom rekel, da je to verjetno dvorezen meč, ne? Ker na eni strani jaz opažam, da na trgu si ljudje zelo težko zapomnijo to ime. Ne? Ni, ne vem, kaj jaz vem, ime že samega sadeža, ne? Če reč gledati Raspberry Pi, verjetno je bistveno bolj znano vsakmu, kar pač Redpitaja, ker verjetno je malo kdo od vas sploh slišal za ta sadež tle, ne? Je pa po drugi strani, kar se opaža, je, da enkrat se brand name zgradi, ne? Ker se ga enkrat človek zapomni, pa ti ostane več časa v spominu. Ne? Tako da bi težko odgovoril na to vprašanje. Jaz mislim, da pa v prvi fazi, da je mogoče boljše iti z nekim imenom, ki je mogoče bolj hitro, si ga bolj hitro zapomniš. No? Ja, blagovna znamka je zaščitena globalno. Ja, globalno.
Groba ocena 10.000 evrov. Ni poceni no stvar. Je pa dejstvo, da je tu edini diferenciator, ki ga imaš, ne. Če greš v open source, seveda, ne. Moram še jaz nekaj vprašal. Aha, ja, kar. Vemo, da narediti en startup na osnovi nekega hardverja je res težko danes. Moraš imeti res dober kader in tako. Zdaj, dosti ljudi se obrača, mislim, si želi to narediti. Zdaj, mogoče en tako povzetek nekega, s čem vsem se more soočiti neko začetno podjetje, nek startup na začetku, če se odloči delati nek hardverski startup. Ja, definitivno se strinjam s tabo, ne, z ugotovitvijo, da je danes težko s hardverjem uspeti, ker če pogledate malo po trgu poplava hardverju, ne. Tle ni, da si edini, ki si naredil neko plato in zdaj smo zmagali, ne. Kar je ključno, bi jaz rekel, ideja mora biti dokaj enostavna in jo mora pač tista ciljna publika, ki jo ti targetiraš, jo mora razumeti, ne. Ker drugače si po mojem mnenju bo zelo težko raise of funds, ne, se pravi, dobil kapital oziroma zadostna sredstva, da boš ti sploh lahko šel v nek razvoj, ne. Pač tak resen razvoj. Po drugi strani pa tudi, ko boš prišel enkrat na trg, boš težko prodajal, če nimaš ti zadeve dobro premišljene že naprej. In iz tega naslova jaz mislim, ravno tako pri izbiri samih distributerjev je spet poplava, pač retailerjev, distributerjev in tega imaš na trgu ogromno. Zdaj ti moraš pa vedeti, katerega bo šel ti targetirati, ker če reš v enega takega, ki ni primeren za tvoj trg, ne, in jaz bom rekel, tle smo se mi mogoče malo ušteli s tem Light Electronics, ne, v Ameriki je, ne vem, vse ima na policiji, ampak prvo, nima kadra usposobljenega, da bo tako zadevo prodajal, ne, in druga zadeva je pa še ta, da tudi njegovi kupci niso kupci, ki so za tvoj izdelek, ne, seveda, ne vem, če ti prodajaš, kaj bo rekel, čipe, ne vem, ali pa komponente na drobno, ne vem, verjetno ne iščeš tam banan, ne. Tako da, če reš prodajati banano v njihovo štacuno, oziroma, dobro, tu je zdaj res en ekstrem, ampak že če reš prodajati test and measurement opremo v njihovo štacuno, verjetno bo zelo malo prodal. Ker tudi reklama, s katero targetirajo oni kupci, ni mišljena za test and measurement kupca, ampak je mišljena za tistega, ki pač prodaja, ne vem, semikonduktorje in tako naprej, no. Omenil si ti hardware startup, jaz sem z Instrumentation Technologies, kjer je firma ratala, ne, in mi smo se odločili, da bomo ponudili mladim firmam pomoč pri hardverskih startupih. Ne tam, kjer iščejo ideje dobite sami, naredite dober poslovni načrt, pokličite, pošljite mail, mi vam pomagamo pri hardverju, pri dizajnu hardverja, mogoče pri Kickstarter kampanji, pri distribuciji, pri vsem tem, kar sledi kasneje. Ključen kader, ki bo razumel razvoj tega, pač mora imeti. Ja, vi morate, mislim, startup mora imeti to od začetka, ne hoditi k nam tisto ideja, ker smo pri pivu se nekaj izmislili in zdaj pokličimo na Instrumentation, ne. Naredite domačo nalogo, pridite k nam, se bomo zmenili. Tako. Ker je ravno izzval, ne, tisto domačo nalogo, ki jo on hoče imeti narejeno, pa lahko naredite v Primorskem tehnološkem parku in to vam bo pomagal pa Mitja, tukaj zraven mene, je najbolj. Najbolj, da naredite še vi en spin-off tam, eno podjetje skupaj, ne, oziroma joint venture. EPP. Pravzaprav, to vi ponujete. Rok, še nakratko za zaključek. Jaz sem Windows fan. Windows je laufijo na Redpitaji? Linux je na Redpitaji. Pol pa neč. Rok, hvala lepa naslednja verzija. Hvala lepa za obisk na 16. Business Meetupsu v Novi Gorici. Naslednji Business Meetups bo 19. marc, 17. Business Meetups, prav tako tukaj. Zasedba je zaenkrat še skrivnost, tako da dajte slediti Facebookom objavam in ostalim medijem. Tako da hvala lepa za udeležbo in se vidimo drugič. Hvala, Rok. Ja, hvala tudi vam za povabilo in vsem za udeležbo, ne. Hvala.
Super.